V prihodnjih tednih bo v Slovenski Bistrici še posebej pestro. Organizatorji so nekatere večje dogodke, ki bodo potekali v mesecu maju in juniju, predstavili na ponedeljkovi novinarski konferenci. Ljudska univerza Slovenska Bistrica bo izvedla tradicionalne tedne vseživljenjskega učenja in parado učenja 2025. Dogajanje so podrobneje predstavile direktorica magistrica Brigita Kruder ter koordinatorici prireditve Valentina Tomasini in Darja Kušar. Vseživljenjsko učenje je tisti recept za zdravje, za zdravo življenje, za daljše življenje, za to, da se imamo fajn in da nam je dobro in da poskrbimo sami zase. Kar se tega tiče, smo se v Slovenski Bistrici povezali tudi z drugimi, mi smo koordinator, drugače imamo pa veliko podizvajalcev, s katerimi sodelujemo, zato da v tem času in tem prostoru, ki ga imamo na voljo, da smo se letos odločili tako, da bomo razširili parado malo drugače. Namenjeno je sicer, da je to, eno je to, da je to celodnevni dogodek, drugo je pa to, da se zgodi na enem osrednjem mestu. Mi smo se pa odločili, ker je za učenje, za posamezne dejavnosti, niso vsa okolja enako primerna. Danes smo recimo v učilnici, kakšne stvari se pa dogajajo tudi zunaj v naravi in vseživljenjsko učenje se dogaja praktično povsod in kadarkoli in kakorkoli. Zato smo si letos zamislili, da bo parada se zgodila v mestu na različnih lokacijah. Vemo, da je potem to malo težje obvladovati, malo težje predstaviti, zato smo malo bolj na trnih. Ampak tak je. Če se gremo vseživljenjsko učenje, moramo poskrbeti tudi za nek, kako bi temu rekli, imunski sistem, ki ga gradimo s tem, da povežemo čim več ljudi, različne generacije, da sodelujemo skupaj in verjamem, da bo letošnja parada učenja res drugačna, malo bolj zahtevna, ampak jaz upam, da bo imela tudi večji učinek, da nas bo videlo več ljudi na različnih koncih. Poskrbeli bomo pa z promocijskim materialom, da bo prepoznavna, da boste, kjer boste videli balone, tam se bo dogajala, kjer bo več ljudi na kupu, tam se bo nekaj dogajalo in bo v bistvu to tisti učinek, ki ga želimo doseči, da se učenje dogaja vse povsod in kadarkoli. Dogodke knjižnice Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica je napovedala direktorica Patricija Breznikar, prireditve Centra domačih in umetnostnih obrti pa je predstavila Anja Zamuda. Pospešeno potekajo tudi priprave za 4. festival ulične kulinarike Bistriška kuhna. Pred nami so trije festivali ulične kulinarike, ki so bili zelo uspešni, tako da z veseljem povem, da tudi letos prihaja največji kulinarični dan v Slovensko Bistrico in sicer 22.6., torej pred zadnjo nedeljo. Ponovno pripravljamo dogodek na nedeljo, saj menimo, na ta dan imamo seveda nekako vsi največ časa, je pa tudi super ideja za izlet, tako da bomo tudi nagovorili širše, ne samo Bistrico z okolico. Z veseljem povem, da imamo seveda spet ponovno veliko število ponudnikov, zanimivih ponudnikov, ki so se seveda z veseljem odzvali, tako da bomo lahko okusili dobrote 10 ponudnikov slane hrane, seveda za piko na i nekaj sladkega, torej domač sladoled, tako da bomo lahko okušali tudi sladke dobrote. Ponovno so se v velikem številu odzvali tudi naši vinarji, okoliški in pa potem tudi drugi ponudniki pijače, tako da bomo lahko ta dan dejansko uživali v, verjamem, da dobri družbi, ki jo bodo obiskovalci pripeljali s seboj in pa ob dobri hrani in dobri pijači. Seveda smo vsi, tako kot vsi, ki prirejate kakršnekoli prireditve, mi odvisni od vremena, tako da tudi to smo naročili, tako da upamo, da bo prišlo v takšni meri in v takšnih stopinjah, kot je zaželjeno. Menimo kot naš slogan, da to moraš priti probat, ker tako dobro ni bilo še nikoli. Jana Jeglič iz Rica Slovenska Bistrica je med drugim še povedala, da bo 27. maja v Slovenski Bistrici tradicionalno srečanje turističnih podmladkov.